Pozdravljeni, Matjaž za Delo Infoteh preizkušam Sony QX10. Brez pretiravanja lahko rečem, da je to ena najbolj nenavadnih naprav, kar smo jih letos preizkusili. Gre za Sonyjev unikaten poskus, kako rešiti problem slabega fotoaparata v pametnem telefonu. QX10 in bolj zmogljivi QX100 sta na kratko povedano fotoaparata brez zaslona. Na zunaj sta podobna objektivu za fotoaparat z izmenljivimi objektivi, le da so inženirji v cilinder stlačili še tipalo in vso potrebno elektroniko. Aparat s telefonom, lahko je androidni ali pa iPhone, povežemo prek neposredne brezžične povezave s pomočjo aplikacije Play Memories Mobile. Ko sta enkrat povezana, aparat krmilimo prek zaslona telefona, kjer seveda vidimo tudi živo sliko. Tipke za 10-kratni zoom in za proženje so tudi na samem aparatu. Pod pokrovom aparata se skrivata baterija in reža za pomnilniško kartico microSD, pa tudi geslo za povezavo s telefonom, ki ga je treba vtipkati samo prvič. Fotografskih nastavitev ni veliko. Izbiramo lahko velikost fotografij in nastavljamo pod ali preosvetlitev, pri čemer je dobro vedeti, da aparat privzeto preosvetljuje. Na telefon se shrani pomanjšana kopija fotografije, lahko pa nastavimo, da se prenese originalna, kar pa traja nekaj sekund. Videi, njihovo snemanje QX seveda tudi omogoča, ostanejo zgolj na kartici v aparatu. QX lahko držimo posebej ali pa ga z nastavkom, ki ima gibljive klešče, namestimo na telefon. Tako dobimo nekaj, kar oddaleč celo spominja na klasičen fotoaparat. Sony za svoja telefona Xperia Z in Z1 prodaja tudi ovitek, ki že ima navoj za aparate QX, zato nastavek tam ni potreben. Morda je fotografiranje s QX na telefonu bolj priročno, ker imamo obe roki prosti, toda svoje prave razsežnosti aparat pokaže šele, ko ga oddaljimo od telefona. Takrat so možni različni neobičajni načini fotografiranja. Ker imamo zaslon pri sebi, lahko fotografiramo iz različnih kotov, od spodaj ali od zgoraj, delamo samoportrete in podobno. Ali pa zadevo postavimo na stojalo in fotografiramo ali snemamo oddaleč. QX je skoraj pravi vohunski pripomoček, kar smo preizkusili tudi sami, ko smo takole za šalo vohunili v športni redakciji Dela. Glavna prednost tega aparata v primerjavi s tem, kar dobimo iz pametnega telefona, je zoom. Fotografije v dobri svetlobi so precej primerljive. V slabi svetlobi ima QX zaradi večjega tipala že nekaj prednosti, predvsem pa lahko z njim motiv približamo. Vsekakor je QX10 lahko sila zabaven foto-video pripomoček, vendar pravo nadomestilo za žepni fotoaparat še ni, ker je povezovanje s telefonom prepočasno in ga je treba opraviti vsakič posebej, pa tudi živa slika vse skozi malo zaostaja. Tudi 200 € je vprašljiva cena, ampak verjetno bi bil marsikdo pripravljen odšteti 100 € za tako igračo.